Pred rumeno-modrim objektivom je z menoj naš vratar Matjaž Rozman. Matjaž, prva novica dneva zagotovo, da so bili vsi testi na COVID-19 negativni. Kaj se je včeraj pravzaprav dogajalo v Mariboru, kako izgleda sam postopek, mogoče tudi za vse tiste, ki tega niso opravljali, seveda upamo, da jim tega tudi ne bo potrebno opravljati. Ja, res je, da se je nogometna zveza odločila, da pred nadaljevanjem prvenstva vsi igralci ter strokovni štab popravimo te teste, tako da smo bili mogli smo spoštovati obveznosti, dati obrise in ko smo izvedeli tudi rezultate, na koncu vsi negativni, tako da prvenstvo se lahko začne. Statistika, Matjaž, pravi, da je, če pogledamo razmerje zahtevnosti strelov, vratarjevih obramb in prejetih zadetkov, najboljši vratar Prve lige Telekom Slovenije prav Matjaž Rozman, prvi favorit za vratarja letošnje sezone. Zagotovo to vliva dodatno dozo samozavesti pred nadaljevanjem sezone, že pred jutrišnjim obračunom z Velenjčani. Ja, sam osebno niti te statistike nisem spremljal, ne dajem niti veliko na to. Je pa res, da mi je pomagala tudi celotna ekipa in ja, treba to nadaljevati in upam, da bo ta odstotek se celo še povečal. V Knežje mesto kot prvi v nadaljevanju tekmovalne sezone prihaja velenjski Rudar. Zagotovo si, Matjaž, želimo podaljšati niz neporaženosti, sedaj smo na številki 16. Ja, res je, da že dolgo časa nismo premagani, tako da imamo to neko zmagovalno miselnost in pričakujem, da bomo tako tudi nadaljevali in da začnemo z pomembno zmago. Kako se lotiti Rudarja, kako priti do uspeha na jutrišnjem srečanju? Ja, predvsem se moramo obremenjevati z sami sabo, da odigramo maksimalno, da spoštujemo te principe in navodila, ki jih nam je dal trener, tako da upam na najboljši. Stadion bo, Matjaž, žal prazen, toda zagotovo bomo grofje oziroma boste grofje čutili vsako tisto stisnjeno pest za televizijskim spremnikom, zagotovo tisto vsako dobro misel vseh gledalcev za televizijskimi spremniki. Ja, res je, da smo se nekako letos, ko so se vrnili te naši navijači nazaj na stadion, nekako začutili in se povezali, mi z njimi, oni z nami. Tako da mislim, da jih bomo pogrešali, ampak pa situacija je takšna, da mora biti stadion zaprt in moramo se na to čim bolj prilagoditi in oddelati svoje po najboljših močeh. Matjaž, hvala lepa in srečno jutri. Hvala.